Je do 9, nisem pa sama več v studiu, če že nimam svojega službenega moža tukaj, če je Mitja odpeketal proti morju, potem si jaz najdem drugega. No in danes v tem jutru, že kar prvi dan, je to Nejc Kastelic, harmonikar, pa tudi kitarist v spremljevalnem bendu Dejana Vunjaka. Zadnjič Nejca ni bilo zraven v Novem mestu, no bova pa zdaj to nadoknadila. Nejc, dobrodošel, dobro jutro. Živijo Janja, živijo veseljaki. Čau. Koliko kave pa moraš zjutraj spiti, da zaženeš svoje motorje? Ja, ponovadi tako, jaz imam tak ritual, ne. Zjutraj dobim že na mizi kuhanga, ne. Aha, to žena poskrbi? Tako, je že zjutraj en ta prav turški. O, ja. Potem pa zrihtamo otroke, da gremo v vrtec in preden gremo v vrtec, imam jaz od spodaj eno tako učilnico, kjer poučujem. In je tudi en tak lušten avtomat. In še preden gremo v vrtec, pa še tam enega za napot, tako da dva sigurno že preden se dan začne. In kakšna mora biti ta kava? A mora biti sladkana, grenka, z mlekom, smetano? Pa zame je v bistvu čisto vse. Najraje imam tisto turško kuhano v džezvi, po domače. Aha, brez sladkorja, brez mleka. Pa včasih takole z avtomata pa še kakšna z mlekom, ti je taka mečken... To je pa res zelo za silo, ne? Tako, ja. Za rešet, ne? Za rešet. Drugače pa, ja, turška, navadna, brez... Zgoraj in spodaj. Tista najboljša. Je pa zanimivo, malo prej sva klepetala tudi o tem, kdaj se rodijo pri tebi doma nove pesmi ali pa ideje za nove pesmi. Ja. In praviš, da je to takrat, ko dobiš kakšen nov inštrument, a res? Seveda, zdaj ne bomo tako govorili, da zdaj vsak dan ali pa vsak drug dan kaj novega kupam, ne, to ni res. Ampak ja, ponovadi, ko kakšno kitaro novo kupam ali pa že samo če strune nove zamenjam, če mečkam spoliram tist vrat, da lepo vse teče, pa si vzamem nekaj minut ali pa kakšno urco, 2, 3, malo preigravam in potem zagotovo nastane kakšna lepa melodija nova in že takoj demo posnetek pošljem Viliju, sprav Bertoku, tudi avtorju tega komada, in takoj že nazaj pošle kakšno idejo, kakšen osnutek in največkrat je to, no, ob kakšni taki zadevi. Nejc, midva bova zdaj nazdravila s kavico, tako kot si obljubil, kava prej in še potem. Ja, vmes pa še kaj. Vmes pa še enkrat kava. No, mi smo Nejcu skuhali danes kavo, smo dali not kavo, ki jo on prinesel v našo veseljakovo skodelico, čist svežo smo jo zapakirali. No, in kakšna je ta kava? Poskusiš? Ja. A jo pišeš, prosim? Samečken? Dobra, pa še. Dobra. Še bo prišel. Kakšna je grenka? Tista prava, turška. Taka, ki mora zjutraj biti, zgoraj z. Zgoraj z, penca je. Bravo, odlično. Kuharju oziroma kdo je pripravil tole. In to brez dodatkov. Super, ne? Dober srkne. Dober srkneš ti. Ja.